Nadaljujemo sejo, prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je poročilo o delu TIC Vuzenice za leto 2016. Zdaj direktorica dosedanja Anja Vajda je bila vabljena, vendar se seje ne bo udeležila. Poročilo ste dobili v gradivo in je bilo poslano z vabilom. Bi pa prosil gospod Lučko, da predstavi finančni del tega poročila na kratko. Hvala lepa. Dober večer vsem skupaj. Torej, na današnji seji tudi poročilo poslovanju zavoda TIC Vuzenica in poročilo o zaključenem računu je sestavljeno iz poslovnega poročila, ki govori o vsebini dela za leto 2016 in je bilo v gradivu, oziroma v gradivu računovodskega poročila, kjer je podan povzetek glavnih obrazcev, ki so bili poslani na AJPES do konca meseca februarja, potem iz tabele finančnega plana po plačani realizaciji, kar je potrebno dejansko narediti in tudi poročati že med letom, to je per 6 mesecev v mesecu avgustu, in pa tudi iz tabele analitičnih prihodkov in odhodkov po skupinah dejavnosti zavoda TIC. Torej, če nakratko povem nekaj o računovodskem poročilu z zaključnemu računu za leto 2016, naj povem, da je bilo poročilo sprejeto na svetu zavoda v mesecu februarju pred oddajo na AJPES in kot glavni obrazci oziroma glavne sestavine so bilanca stanja, ki ima zajete postavke na aktivni in pasivni strani, to je bilanca stanja na dan 31.12.2016 in znaša za leto aktivna stran oziroma pasiva sta se tako enaki, znaša 29.812 evrov in je v osnovi za 0,9% nižja, kot je bila za leto 2015. Če pogledamo ostale določene postavke v bilanci stanja, vidimo, da se je nekoliko znižal denar, povečale terjatve. Seveda v sami vsebini na drugi strani pa imamo obveznosti kot take kratkoročne in pa dolgoročne in vire, in na strani obveznosti beležimo povečanje na področju kratkoročnih obveznosti iz naslova do zaposlenih, ker tu imamo še v lanskem letu zaposlena 2 javna delavca in ga več kot v letu 2015. Na strani virov pa beležimo povečanje, ker tudi za leto 2016 je v bilanci uspešnosti smo dosegli presežek prihodkov v višini dobrih oziroma malo manj kot 500 evrov, v bruto višini pa malo več. Torej, v sami povzetku smo dali podrobnejšo obrazložitev k 3 izkazom, dodatno k 3 izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, po fakturirane realizaciji, po vrstah dejavnosti in pa seveda tudi po načelu denarnega toka. Če nakratko povem samo to, da je bilo doseženih prihodkov za leto 2016 v višini 201.921 in na strani odhodkov pa 201.366 evrov, torej presežek prihodkov pa je v višini 555 evrov. Na drugi strani pa seveda smo dolžni v zavodu tudi izdelati davčno bilanco, po kateri pa smo dolžni za leto 2016 plačati 68 evrov davka od dohodka pravnih oseb. Po fakturirani realizaciji je pomemben podatek tudi ta, da je nekje 2/3 prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova tržne dejavnosti, torej 66-38%, ki se pa med letom delno menja za nekaj indeksnih točk. Na strani javne službe pa je v višini 33,6. Sedaj prihodki za javno službo so navedeni, se dejansko iz naslova proračuna občine Vuzenica in pa največji del tudi iz naslova sofinansiranja za javna dela, kar je bilo aktualno za leto 2016. To je tudi to osnovno pravilo, ki se uporablja pri delitvi prihodkov na vsebino trga in javne službe in seveda se pa to pravilo v deležu prenaša tudi na delitev odhodkov. Po načelu denarnega toka, to pa govorimo o vsebini prikaza podatkov prihodkov in odhodkov
za tisti del poslovnih dogodkov, ki so bili tudi plačani, pomeni poravnani bodisi kot terjatev ali obveznost skozi finančni tok. In v tej bilanci pa dosegamo prihodkov v višini 199.960 in odhodkov 198.000 evrov. In tudi ti prihodki so višji nekje za dobre 3%. Po tej bilanci pa beležimo za 1762 evrov presežka prihodkov in kot tako je to pomeni denar na računih in se to prenaša v naslednje leto v smislu možnosti za plačevanje. To bi nakratko bilo, seveda so prikazani tudi kazalniki poslovanja, ki pač po vsebini govorijo o profitabilnosti, uspešnosti, gospodarnosti in tako naprej. In pa dodatno je prikazana tudi tabela analitičnih prihodkov in odhodkov po skupinah dejavnosti, kjer je tudi razvidno še bolj podrobno samo poslovanje. Toliko bi imela, če bo še. Hvala. Imam razpravo. Mogoče bi začela predstavnika našega sveta v svetu Tica. Svet Tica je obravnaval to poročilo. Mislim, da je bilo zelo pozitivno sprejeto, glede na to, da vidimo, da je bilo v lanskem letu kar precej aktivnosti, kot imamo tudi materijalo. Finančno poročilo je Lučka podala, mislim, da je bilo, to, da je bilo pozitivno, da smo celo malo par evrov davka plačali, tako da mislim, da druga nimam kaj za dodati. Hvala. Hvala besedo. Tukaj bi sam par pripomb dejansko na delovanje tega Tica oziroma na... Jaz še vedno pravim, da delovanje tega našega Tica je premalo pozornosti na razvoj turizma, turistično-informacijski center. Dejansko vse te stvari, ki vidimo tu, vse te dejavnosti so namenjene samo krajanom Buzenica. Premalo se mi zdi pa, da poudarka, da dajemo na ljudi, da bi pritegnili še več ljudi, da bi bila Buzenica postala zanimiva za turiste dejansko. Da bi konc koncev lahko rekli, turizem se meri v evrih, da je zvedno pravi. Na konc koncev rekli, toliko turistični tak, toliko tega. Videli smo en primer, naprimer, take občine, ki so... Mi pa dejansko delamo s tem Ticom samo pomoč pri promociji, ko vidim to poročilo za lansko leto. Premalo se mi zdi tega v tem programu tega Tica, razvoj turizma. Hvala. Hvala, bom jaz poskušal nekaj odgovoriti na stvari. No, zdaj moramo nekaj razumeti, turizem se ne da razviti čez noč, to je dejstvo. Za turizem je potrebno precej več infrastrukture, ki jo naša lokalna skupnost ima. Finančno se na turizmu lahko pozna, ko smo že govorili o evrih in kolega Svetnik, moram dodati, takrat se lahko začne pravi turizem, ko ponuješ tudi nočitvene kapacitete. Torej, ko zaračunavaš prvo takso, takrat se finančno začne obračati tudi turizem na plus. To je treba jasno povedati vsem, kateri tega te še ne veste. Torej, lahko pa prevabljaš na druge načine, da na destinacije, ki jih občine Buzenica imamo turiste in ti turisti prihajajo. Rezultat v lanskem letu, zdaj kdo je tudi bral poročilo in kdo je spremljal prireditve in številne avtobuse, ki so prihajali v Buzenico, je tudi 2016 naredil korak v pravo smer. Torej, precej starodobnikov, avtobusov so prihajali, ampak žal, marsikje imamo v Buzenico pa omejeno. Torej, nismo mi lastniki vseh naših znamenitosti in nekateri, ki se tudi ali tržno ali pa netržno ukvarjajo s tem, morajo tudi svoj delež dodati. Torej, naloga Tica v preteklosti in tudi v prihodnje bi naj bila v tem, da bi pomagal pri organizaciji, pri promociji,
Ampak enostavno razumete, ko nekdo naredi en kompleks ali ima nekaj za pokazati, eno zgodovinsko dejstvo, ki ga Vuzenica pravzaprav ima veliko, lahko naredi samo takrat, ko mu nekdo prinese slikovni, besedilni material in tako naprej. Dokler da tega ni, in če ste tudi opisni del brali upravljenega dela v letu 2016, ni bilo malo stvari. Vsako leto se nekaj dodaja. Zdaj, če bi šli par let nazaj, bi enostavno videli, da napredek v tem je. V bistvu, Tica pa je tudi, da opravlja naloge, ki jih mu naročamo tako mi v občinski upravi in pa občinski svet. Torej, tudi tiste prireditve, ki jih organiziramo tokom celotnega leta, pa ne mislim samo na prireditve okrog vuzeniških dni. Takrat je sicer ena glavnina prireditev, ki je, ampak enostavno skozi celotnih 12 mesecev leta se odvijajo prireditve, ki jih TIC upravlja v imenu občine in za našo občino. In tu imamo edini zavod, pravzaprav, ki je edini, ki upravlja to nalogo. Zdaj se boste pri naslednji točki potem tudi obravnavali vršilko dolžnosti, ki bo to delo upravljala tudi vse do konca tega koledarskega leta. Enostavno, jaz moram reči, če sem pri besedi, naj se zahvalim dosedanji direktorici svetu zavoda za upravljeno delo v letu 2016, kajti sporočila, če ste ga prebrali, je razvidno, da so bile in finančni rezultati tudi kaže na to, da je tudi finančno bilo pozitivno leto. Tudi tisti denar, ki je bil, zdaj, če ste finančnico poslušali, ki se je ustvaril pozitivno, se je vrnil nekako v proračun nazaj za pokritje stroškov zaposlenih na TIC-u, ampak enostavno ne vidim jaz, morda pa s predlogov, ki jih pričakujem tudi v prihodnje, kako na kakšen način bi lahko obremenili. Govorimo, da smo tako po položnicah, ko smo imeli poročila javnega komunalnega podjetja, pa še koga, da ne moremo obremeniti občanov z ne vem kako visokimi cenami položnic. Danes privabiš turista v Vuzenici, ne moreš mu računati za vstopnico enega ali dveh ogledov, ki ga imaš v Vuzenici, ne vem koliko enot. V lanskem letu je bilo še toliko bolj okrnjeno. Vemo, da smo imeli kar dobršen del leta tudi edini gostinski lokal, ki je poleg ostalih, ki so točili pijačo, tudi našega, problem z hrano, ponujanjem hrane. Torej, turisti, ki so prihajali enostavno, ko so se pozanimali o tem prek direktorice, prek zaposlenih, ki lahko najdejo popolno destinacijo. Enostavno v Vuzenici potem si ga pač na potu v drugo občino, da so tam posedeli in so pomalicali. Lani je bil tudi en čudovit projekt mišljen na reki Dravi, ampak enostavno vse smo delali v tem, potem pač to se ni izvedlo, ampak ne bom zdaj tu navedel, ki je bil krivc, izkoriščeno ime, ogromno truda tudi z naše strani, ki ga bomo letošnjem letu nadaljevali, ampak enkrat, ko je to ime, Veseli spust po Dravi se je imenoval, 3 občine smo sodelovali na koncu, pa 2 občine od tega nismo izpeljali zaradi tega, ker pač nismo bile več zraven povabljene, da temu tako rečem. Ogromno stvari se je delalo in se je delalo v tej smeri, potem se pa lahko izjalovi. Zdaj, koliko daš, toliko tudi lahko žanješ iz tega. Zdaj, jaz lahko rečem tudi glede naše infotočke ali pa Barhuta, ki tam deluje na tisti lokaciji, zelo veliki problemi so tudi v lanskem letu bile s kadrom. Ko dobiš kadr, ko ga zaposliš, zdaj bom govoril pa tudi o tistim, ki se ponuja prek študentskega dela, 4 evre ali 5 evrov neto vrednost na uro za delo v Huti, ga zelo težko dobiš. In naj me kdo vpraša, ali se Vuzeničani javljajo, zelo redko. Študenti, da se bi prijavljali non-stop, imamo razpise, pozive k temu, da se išče za delo v Huti. Tam tudi ni tak velika odgovornost, kar se tiče tudi dela, ampak delo pa res ni tako zasedeno, da moraš 10 ur non-stop biti movingu, če hočete reči in streč, kot pa večjih restauracij in tako naprej. Zelo težko je, ko smo imeli uspešne delavce tudi v tem našem objektu, se je obneslo 1 leto. Potem, ko se je zaposlil, ko se je svet zavoda odločil, da se zaposli zaradi tega, ker je racionalno, je tudi manj vložka finančnega treba dati, kot pa z podjemnimi pogodbami ali pa študentskim delom, ker so velike dejatve na njihov del, se odločili za zaposlitev po 1 letu, je pa ne zaradi pa pač drugi izziv, zgolj 2
gospe, ki sta tam delali, sta najdli si drugo službo, enostavno zopet nov kader uvajaš, pol leta, da ga uvedeš v eno delo, po pol leta zopet odide in nimaš. Zdaj tam dodatni del je pa tisti del, ki so trosjeni informator kot info.ne. Zdaj, če že imaš problem, da ga uvedeš v gostinski del, pa še malo kaj ostalega, potem ti mora malo časa ostane za to, da ga uvedeš tudi v podajanje informacij. Seveda informacije se ne več dajo na telefonske številke, Facebook strani obstajajo tudi Tica, tudi Barahute in tudi telefonske številke, ki so vedno na razpolago. Zdaj bojim se pa, da če mislite, da bo turizem zacvetel in tudi kanilo 1000 evrov na mesec ali na leto občinski proračun, mi se ne moramo primerjati z velikimi mesti, ki imajo turistično zmogljivost precej večje, ko imamo mi v Zenici, precej, mi smo kapljica v morje proti tem. Vidimo edini način povezovanja prek večjih občin, da lahko nudimo turistu saj enodnevno bivanje v Dravski dolini. Vidimo pa, da nočitvene kapacitete, pravzaprav celotna Dravska dolina nima, razen hostel v Radljah, ki je bil tudi z dodatnim denarjem grajen. Seveda se pa turizem razvija tudi v večjih mestih. Mestna občina Slovenj Gradec ima zelo veliko povečanje nočitvenih kapacitet, ampak poleg tega moraš ti nekaj druge tu nuditi. Ne pridejo športniki na priprave, imajo športne stadione, imajo, ne vem, DTK v Ravnah ima so primerno tudi športno infrastrukturo, od smučišč do tega, enostavno tam se potem turizem pa lahko začne. Mi izkoriščamo turizem, lahko tu v Zenici bolj kot ne ob Dravi, s kolesarjenjem, s pohodništvom in pa s tistimi manjšimi destinacijami, ko imamo. Od tega pa verjemite, da naša občina turizmu v bližnji prihodnosti, absolutno, jaz se ne vidim, pa če ima kdo kako idejo o tem, da bomo mi začeli močno kasirati na račun turistom, veste, dokler da ne zaračunavaš, pa se že ponavljam, turistične takse pravzaprav ni pravega turizma sploh po takih skupnostih, kot je naša manj. Hvala. Še kdo? Kolikor ni drugih, bi dal na glasovanje predlog. Sprejme se poročilo o delu Tic v Zenici za leto 2016 predlagani vsebini. Kdo je za tak sklep, prosim, da ga potrdimo. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Hvala. Potem prehajamo na 8. točko, to je soglasje k razrešitvi dosedanje direktorice Tic in soglasje k imenovanju v.d. direktorice in razrešitev dosedanjega in imenovanja novega odgovornega urednika javnega glasila občine Zenica. Za naknadno je bilo vam poslano gradivo, kot sem že v uvodu povedal, in sicer predlog sklepa o soglasju k razrešitvi dosedanje direktorice in pa imenovanje nove v.d. direktorice. Dobili ste tudi zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v katerem je tudi opisano to oboje področje. Zdaj, če prijemo na prvo točko, to je soglasje k razrešitvi dosedanje direktorice in pa soglasje k imenovanju nove v.d. direktorice Tica. Dosedanja direktorica Tic, gospa Anja Vajde, je svetu zavoda podala predlog za sporazumno prekinitev pogodbe o delu. Glede na to dejstvo je svet Tica na svoje seji dne 10.4. razrešil dosedanje direktorico in tudi na isti seji imenoval novo v.d. direktorico Tica. V skladu z aktom o ustanovitvi in pa statutom Tica mora k imenovanju podati soglasje tudi občinski svet. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pripravila sklep, predloga sklepov, ki sta bila naknadno poslana v gradivo za današnjo sejo. Zdaj reče, je treba posebej predstavljati, ali štejete, da je to lahko sicer na kratko predstavim ta dva sklepa. Sicer prvi sklep je občinski svet daje soglasje k razrešitvi Anje Vajde z dolžnosti direktorice javnega zavoda Turistično-informacijski center v Zenica z dnem 18.4.2017 in pa drugič občinski svet daje soglasje k imenovanju gospe Sente Lorenci Kričej za vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Turistično-informacijski center v Zenica z dnem 19.4.2017. Vršilka dolžnosti se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje enega leta. Za sklepete, predsednik komisije, ima še kaj za delo? Ja, mislim, da si vse povedal, kaj smo se zmenili in kako bi naj to potekalo.
Lahko sem vprašal, kak je zdaj nadaljnji postopek za imenovanje drugega direktorja? Kaj je zdaj VD do kdaj? Za obdobje enega leta oziroma do imenovanja novega, se pravi, da svet SIC-a mora dati v skladu z aktom in pa statutom nov razpis in potem tudi se imenuje direktor s polnimi pooblastili, ali kako ne rečem. Izvolite. Jaz bi sem vprašal, glede na to, da so to pač pristojnosti sveta zavoda TIC-a, kako bo svet naložil v bistvu, oziroma kakšne sklepe bo sprejel, kakšna je intenca, ali da se to čim prej, ta razpis, opravi, ker pač imamo neverjetno eno leto, je pač čisto maksimalna doba, skratka tudi razpis lahko naredi zelo hitro, ali pa se čaka, ne vem, do konca tega leta. Zdaj, tiste, ki ste člani sveta, bi vprašal, kakva je vaša varianta, po mojem, bi bilo dobro, da se pač to naredi relativno hitro, da tisti, ki bo zagri za 100%, ne. Seveda, to je čisto stvar odločitev sveta TIC-a. Na drugi strani pa, ali je svet TIC-a razmišlja o tem, da se kakršnakoli pač ta zaposlitev spremeni, predrugači, preoblikuje, ali je to odločitev, da se nadaljuje recimo s takim v tem trendu, tako kot je bil do sedaj, ali je morda tudi primeren ali neprimeren kakršenkoli pač razmislek o tem, da se morda ta zaposlitev vrne, bom rekel, v stare okvire, kot je bila recimo z manjšo delovno obvezo, ali pa da ostane takšen kot je. To je zelo vprašanje, me zanima, v katero smer naj bi to vprašanje pač šlo, oziroma se to naprej razvijalo. Lahko odgovorim v imenu sveta kot član. Odločitev gospe Anje Vajde, ki je izredno dobro delala in vodila TIC, je bila za nas relativno nepričakovana. Seveda z ozirom na to, da je bila odpoved nepreklicna, se je pač moglo na nek način ugoditi te njeni želji, ker nekoga siliti v neko delo, ki ga ne želi opravljati, bi bilo brez smisla. Seveda tu so pa potem tudi določeni pravni normativi, ki jih je treba, roki in te zadeve. Normalno, da je bilo potrebno v tem kratkem času najti, v bistvu se pogovoriti za nekoga, ki bude vodo zadevu z polnimi pooblastili in tako naprej. V neki notranji pogovoru je bilo mišljeno, da bi se naj do konca mandata, ki poteče nekje konca tega leta, in zato je tudi formulirano, da je najdlje eno leto in seveda zdaj, ko se zadeva umiri, bom rekel, ko se pravne, formalne zadeve uredijo, torej, da se izglasuje prekinitev delovnega razmerja v pogodbeno delovno oziroma sporazumno in potem v nekem relativno kratkem času, da svet TIC-a sprejme odločitev, ker ni mogel speti prej odločitev, da naredi razpis, ker ni zadeva urejena formalno pravno, da je stara direktorica, ni več direktorica. Mislim, stara, bivša, ni stara, mlada je še vedno. Jaz računam, da bude predsednica sveta v relativno kratkem času tudi sklicala svet in da bomo se o tem pogovorili. Normalno, da so postopki za izbiro novega direktora določeni z našim slovenskim pravnim redom in da se bomo tega držali. Kaj se bo dogajalo, pa ne znam povedati. Lahko samo povem, da nas je definitivno večinoma članov sveta odločitev gospe Vajde presenetila in da smo bili na nek način žalostni, da se zadeva zgodba, ki po mojem osebnem mnenju je v uznici dobro bila zastavljena in dobro tekla, da se ne nadaljuje. Ampak zgodilo se tako in na te stvari ne moremo vplivati. Danes je naša naloga, da mi te stvari potrebimo, normalno razpravljamo se skupaj, ampak ne vidim razloga, da te zadeve ne potrdimo in da potem v nadaljem vse naše želje in vse skupaj spravimo v neko novo smer in da probamo najti najboljšo in optimalno rešitev za TIC.
Po mojem osebnem mnenju je TIC potreben v Vuzenici, ne glede na vse pripombe, kritike in tako naprej, ki pa niso izdrte zvite, so tudi na nek način utemeljene, delno ali polno ali nič, TIC v Vuzenici rabimo. In seveda, če imamo TIC, potem se moramo dogovoriti, kako bo ta institucija delovala. Ugotovili smo, da je danes težko najti nekoga, ki bi delal polovično, oziroma da je slabo, če nekdo dela polovično. Pokazalo se v zadnjih nekaj letih, da je dobro, če imamo nekoga, ki ima polno pooblastil, ki polno dela. Če mi hočemo še naprej razvijati, pa ne rekel turizem, ampak vse tisto, kaj se je dogajalo v Vuzenici, v našem malem kraju se je veliko dogajalo. In ne glede na vse, so nam tudi drugi insideri govorili, da se nam čudijo in da nam čestitajo, kako vse se dogaja. Čeprav smo majhni in čeprav nam nekateri, žal, moram povedati, mečejo polena pod noge. Od tistega spusta po Dravi in tako naprej, od istočasnih voditvah, ki bi lahko bile na drugi dan, ko pa pri nam, se pač dogajajo stvari, ki niso nama vpliv. Ampak še vedno stojimo pokončno, delamo in upam, da bomo tudi našli novo moč, ki bo delala dobro, tako kot je delala gospa Vajde. A bo to poln delovni čas, a bo polovični, o tem danes težko govoriti. Niti se o tem nismo pogovarjali, se pa bomo normalno, takrat, ko bude za to čas. Če lahko hvala za odgovor, se v bistvu ni bil, se strinjam z tem, kar je povedal gospod Haložan. Mislim pač, da je to za en tak trenutek, kjer lahko recimo se za naprej osveži tiste namen TIC-a, nova energija in se sprejmejo tudi mogoče določene odločitve, ki bojo imeli neko, kako bi rekel, 100% podporo in sveta in vsega, ne tudi kot ustanovitelj, mogoče bi jaz predlagal, če nismo tu, kje, karkoli narobe, da mogoče predsednica sveta, v nekem kontekstu, ko bojo pravno vse zadeve končane, enkrat pride tudi na, recimo, tako kot pridejo ostali, naši, recimo, pa da mogoče predstavi vizijo za naprej in ker to je vseeno v rokah, mislim, da predsednica TIC-a postopki, kdaj bo šlo naprej, kdaj se bo odprlo razpisi in tako naprej. Jaz sem sam zelo vesel, da če je že prišla taka situacija, da je tu bila odločitev, če lahko končam, odločitev za Sento, ki je na nek način že delala, že ima ene stvari, kako bi rekel, neko znanje osvojeno je bila en čas tule na TIC-u, ampak vseeno mislim, da je to taka odločitev, zato da bo zadeva odlično naprej delovala, da se morda povabi, če bo župan tako presodil, oziroma Svetica, da se mogoče pa vseeno ena taka osnovna razprava, naredi en pogovor, predvsem pa da nam razložijo za naprej, kaj so, ker sliko prej bo mogel nekdo odločitev, kdaj bo razpis, trajala, piše eno let, ampak en bo mogel, in odločitev je na tistem in odgovornost je na tistem, ali bo razpis čez 2 meseca ali pa 8. In tu pa smo mi kot ustanovitelj, kot tudi nekako bi bilo fajn, da vemo, kako bo šla ta zgodba, recimo. Dva stavka v bistvu bi hotel pojasniti. Poglejte, zdaj smo konec aprila, maj, juni, juli, avgusta imamo Vuzeniške dneve. Bilo bi, po mojem osebnem mnenju, izredno težko, ker vemo, da TIC ima velik delež pri organizaciji Vuzeniških dnevov. Da bi bilo zelo, bom rekel, deklasirano nekoga sprejeti in ga vreči v neko delo, ki ga mogoče ne pozna tako kot. In mi se zdi, da je odločitev za VD tiste dobra, tisti človek, ki je že delal zadevo in tako naprej. Rekli smo najdlje eno leto, ampak razmišljamo do konca mandata, to je tam nekaj septembra, ne vem, v tem kontekstu. In v tem času se potem bi naj izpeljali vsi pravno-formalne zadeve in da se nekje do konca leta zadevo potem tudi pravno-formalno reši z polnimi pooblastili.
nekje po vuzniški dnevi, no, če tako rečem. Namreč čisto takole, da nekoga zdaj vreči v ta del, pravzaprav ne bi bilo niti za naše prireditve, niti za tistega človeka najbolj fajn, če to ne bo Senta. Jaz ne vem, kdo bo, ampak Senta že ve neke zadeve, kako se temu streže in bo tudi nama, ki tu delamo, nekoliko lažje z njo sodelovati, kot pa mogoče neki novi. Definitivno je pa, to se strinjam s tabo, treba narediti v zelo spodobnem času. Torej, ne čakati konc, ne vem, 1 leto, ampak v nekem spodobnem času izpeljati vse pravno-formalne zadeve, da dobimo novo vodstvo v Ticu, direktora, direktorico, ne vem kako, z takim ali drugačnim časom, polovstvi in tako naprej. Seveda o tem se treba še pogovoriti, tudi z občinskimi resursi, torej županom, z občinsko upravo in videti, kako in kaj naprej delovati v tem kontekstu. Hvala. Jaz resno razmišljam, da bi svet Tica mogel tudi malo, ko bo prišel naprej z nekimi razpisi in z tem, da bo zagovarjal 8-urno delo nekoga za naprej, res mislim, da bo mogel se potruditi pa argumentirati delo nekoga za 8 ur na dan. To, kar so te dejavnosti bile, gledajte, jaz resnično poznam stvari, koliko ur je potrebno za eno tako malo stvar tukaj v Vuzenici narediti, eno predavanje, izpeljati ali karkoli. Gledajte, jaz takrat, ko bo svet Tica zagovarjal 8-urno delo novega direktorja, bo mogel meni res dobro argumentirati urne postav, mislim, število ur vloženih v take dejavnosti, sem to bi rekla. Jaz mislim, da je treba razmisliti, to je za mene premalo, kar je za vsaki dan 8 ur. Če pa gledamo na to, da je bilo pa še 4 ure nekdo zraven zaposlen, da je bilo 12 ur na dan za te dejavnosti, ki jih ima eno obično društvo čez leto narejenih, gledajte, bo treba res razmisliti. Plus tega računovodstvo je bilo čisto stran. Pustimo Huta je ena dejavnost, ki je nekoga zaposlovala, ampak te dejavnosti, ki so bile danes tukaj naštete, so res premalo za 8 ur nekoga redno zaposlenega. Sem toliko bi jaz imela. Dajmo premisliti. Vem, da je 4 ure težko, ampak za 8 ur mora biti več, res več naredno. Jaz bi prvo podprl vse izvajanje, ki je kolega Haložan povedal. Drugič moram pa povedati, da je svet Tica bil zelo zadovoljen, ko je Ksenta sprejela to nalogo. Mislim, da smo bili mi vrženi v vodo, ko je bilo treba to reševati in smo bili zelo zadovoljni, da je se Ksenta to sprejela in da bo upravljala to nalogo, seveda do razpisa, ko se bo pa videl za naprej. Kaj se pa tiče Tanja tvojih izvajanj, pa mislim, da Tic ni samo upravljal te stvari, ampak da tudi župan direktorju Tica določene naloge iz občinske uprave, ki so potrebni, da je tudi to nalagal. Če prav mislim, župan. Da ni samo 4 ure Tica, ampak da še marsikaj druga bilo zraven. Nič 2-3 stavke. V bistvu se tu strinjam z Tanjo v celoti. Pričakujem tam čez 3-4 mesece res eno pravo, argumentirano razpravo, kako naprej. Ali rabimo to, kar smo imeli zdaj, ali pa gremo v neko drugačno obliko. Za nekaj toliko. Hvala. No, hvala. Zdaj bom jaz odgovoril nekaj, gospod Horst že pojasnil. Mislim, zelo velike polemiki in seveda je na mestu, da občinski svet, ki tudi potrebuje akt, ki se mu reče občinski proračun, razpravlja o stvareh in postavkah proračuna. Ena izmed postavk je tudi financiranje Tica. 1,5 zaposlena na Ticu in pa 5 zaposlenih občinski upravi je dvoje vprašanj, ki pa je združeno eno. Jaz malo razočaran, da se prav je, da se razpravlja, da se pogovarja o enem zavodu,
zelo me pa včasih malo, da se, vete, nisem še doživel, pa 7 let sem že župan, da bi kateri predsednik sveta zavoda prišel na občinsko sejo, pa kaj poročil, direktor, ja, ravnatelj, ja, predsednik v zavodu, pa jaz se ne spomnim, se vi spomnite, da je kak predsednik sveta prišel poroča, to, ko ste dan zahtevali. Veste, to so neprofesionalni ljudje, ki so v svoji funkciji in svojo funkcijo tudi morajo odgovorno upravljati in tudi jamčijo za kakim svojim imetim, tudi s kakim finančnim delom, brez finančne podlage, brez pravnih stvari in tako naprej. Malo se vprašamo, kam ljudi potiskamo, to vas moramo opozoriti. Nisem se doživel, pa me popravite, kolegici, svetnice in svetniki, v vašem mandatu sedanjem, pa nekateri že nekaj let sedite v občinskih svetih, tudi z mano, tudi s podžupanom na čelu. Nisem pa še videl to, kar ste zahtevali danes, da predsednik sveta pride ali predsednica sveta pride. Nič narobe, no jaz tega nisem videl, bolj kot ne ravnatelji, direktori, tisti, ki so neposredno odgovorni, seveda je pa organ tisti, ki je. Zdaj, jaz bom vam eno stvar povedal, ne, tudi sam, jaz moram še enkrat reči, da pričakovanje in delo, ki ga je Tic imel naložene opravil in to, kar je gospod Horš že načel, a ste se kdaj vprašali, koliko imamo v zadnjem letu zaposlenih občinske uprave? Ali se je kdo vprašal? Od vas verjetno nihče. Torej 2 osebi imamo na bolniškem staležu od lanskega leta. 2 osebi imamo na bolniškem, mislim, škoda, da svetniki tega ne veste, da imamo kljub temu, da je sicer sistem naravnan temu in to lahko potrdi tajnik občinske uprave, finančnica in tako naprej, v kadrovskih zadevah občinske uprave, jaz vam predlagam in zdaj, ali bo odločitev, ki ga bom predlagal tudi v prihodnje, o nadaljnem še Ticu, ko vidim, da imamo vedno več problemov, pa ne samo z osebo, jaz mislim, da so z osebem problem, zdaj imamo že celotnim organom skozi probleme, da vedno bolj razmišljam, da Tic v Zenici ukinemo. In zaposlimo v občinski upravi, kar bom dal verjetno predlog, ko bomo pripravili nov proračun, zaposlitev enega v občinski upravi in bo upravljal tudi dela, ki ga je zdaj upravljal nekdo kot profesionalni direktor Tica. Ampak zdaj bom šel na tisti del, ki je Horš začel, gospod Horš že začel, ne. Znotraj občinske uprave se dela dopolnjujejo. In če mislite, da je direktorica sedanja, ki je bila profesionalno, in še polovico, ki je tudi zaposlena drugi del na Ticu, upravljala samo dela za Tic, se popolnoma motite. Težko je v procentih reči in teh naloge, ki so tu notri napisane. Ste ustni dogovori, ki so pa znotraj uprave in vsakodnevno delo, ki se na upravi razdeli zjutraj ob 7, ga morajo delo pošteno oddelati. Mislim, da ste se sploh vprašali, koliko oseb je občinski upravi zaposlenih v občini v Zenici. Saj ste kadrovski načrt tudi potrebovali. Da so tu bolniški staleži, ki trajajo 3, 6 ali več mesecev že v letošnjem letu. In nismo zaprosili za dodatno zaposlitev, ki bi imeli možnost takoj, ali za nadomestno zaposlitev. Da so projekti, ki so zelo, zelo zahtevni. Da nimamo ne gradbinca, da nimamo, pogledajte samo malo okrog, pa nočem se ozirati po ostalih občinah. Z enakim številom prebivalcev, ampak s kakih 100 več ali pa manj. Mi lahko imamo manj zavodov ali nobenega zavoda. In tudi, veste, vedno bolj se zdaj nagibam k temu, da ni več problem oseba, jaz mislim, da je oseba bila problem, da je zdaj problem zavod, ki ne daje uspehov. Ampak del tistega, ki je zaposlen, pa naj si bo to direktor, direktorica Tica, je del naše občinske uprave. In del občinske uprave oddela tisto, kar se mu na dan da delati. Moram reči, da tu je en tim, pa naj si bo zdaj bivša direktorica bila ali tista, ki nova prihaja. Zjutrišnjim dnem, če boste potrdili te sklepe, bo nova direktorica dobila tudi naloge, ki se tiče občinske uprave, torej ne samo dela s Ticom. Če pa mislimo danes razmišljal tudi, svet Tica je razmišljal tudi o tem, da bi lahko ukinili Tic danes. A se sprašujemo jutri, kaj bomo z našim objektu, ki smo ga tudi dobili sofinanciranega pod imenom Drava kot priložnost. Bomo zaprli objekt, vse smo ga dali že v najem, spomnite se v preteklih letih. Pa bo 3 mesece, pa 6 mesecev eden najemnik imel, če 6 mesecev več ne bo šlo, bomo zopet menjali najemnika, bomo zopet lalala. Veste, marsikatera občina ustanavlja svoje zavode, pa naj si bojo to v obliki komunalnih podjetij. Danes smo govorili o problemih, ki jih imamo za vzdrževanje pokopališča, se mi lahko imamo svoj zavod. Jaz mislim, ga celo predlagati, ukrepiti ta zavod. In bi specializiran bil tudi za ostale dejavnosti.
Da naprej pa moraš nadzor imeti župan, tajnik občinske uprave nad javnimi delavci, zjutraj mu delo razporediti, kontrolirati, prevoziti vsak dan 50 km občinskih ali gozdnih cest. Kdo pa to upravlja? Mislim, prav sem razočaran nad kritikami, ki jih ne poznate in jih kritizirate. In sem dolžen bil danes vam povedati, da delo tudi direktora zavoda ni bilo samo delo na Ticu in to poročilo je samo del. Zdaj težko bom v procentih rekel, ali je delo na dan 10% ali 15% in to že vedno znova govorimo. A veste, neprofesionalno delo. Ko sem z kandidatko za vršilko dolžnosti se pogovarjal o njenem delu, ki ga je opravljala pred redno zaposlitvijo direktorja, je popolnoma drugačno. Nikdar ne veš, a si dosti oddelal, a nisi oddelal, koliko si prisoten ali si malo prisoten. Enostavno, včasih pridete na vrate, pa nimamo tajnice pri nas na občini. Ljudje imajo pravico tudi do koriščenja letnega dopusta. S 3 smo funkcionirali prejšnji teden. S 3 občinske uprave. Ves teden. Takrat pa ni prišel kdo vprašati. Da pa se niste vi dolžni, ampak dolžni so vam to povedati, da boste razumeli, da del človeka, ki je zaposlen tudi v našem zavodu, je del občinske uprave. In dela upravlja naloge, ki mu je naročim jaz jutraj, mu naroči po mojem naročilu tajnik ali pa se znotraj občinske uprave dogovorimo, ki bo kdo kaj delal. Pa ni specializiran samo za to delo. Potem moramo zaposliti pravnika, potem moramo zaposliti enega gradbinca, ki ga v občinski upravi nimamo. Da imeli del ekipe, ki bo popolna skoraj v eni občinski upravi. In naloge in odgovornosti pa prevzemaš in jih delaš. Stavno mi v zadnjih letih delamo zelo, ne samo finančno, močno vrednotene evropske projekte. Zahtevna poročila, ki jih moraš pisati. In enostavno, ko smo si mislili, tudi ko pride nov sistem elektronskega podpisovanja računov in tako naprej, da bomo si olajšali delo. Se o tem bi lahko finančnica pregovorila, koliko poročil morajo napisati zaradi tega. Ni samo en klik, da 2 podpisnika smo pod enim računom. In zato so stvari, ki jih težko komentirajo tisti, ki sistem dela ne poznajo. Danes, ko govorimo ali med zaposlenega ali ne, jaz bom sicer predlagal, ko bomo predlagali nov proračun, zdaj odločitev bo pač, seveda se bomo pogovarjali s predstavnico, predsednico in pa svetom zavoda, da vidimo, kaj v prihodnje naredi. Jaz mislim, da človeka, ki nekako pelješ, saj en del svojega dela mora oddelati. Del velike skrb in delo je zdaj priprava na uzeniške dneve, tu so sejmi, tu so stvari, ki tečejo. Vsakodnevno poslovanje z našim objektom Huta. Tu je denar, tu so nabave, tu so naročila. Vsakodnevno to teče. Če danes rečemo, zapremo, pa več tega ni, ja, prav, ne. Čez 2 meseca pa nekdo vpraša, kaj pa zdaj pa imamo tam en lep objekt, pa stoji. Zopet novega najemnika. Mislim, malo je treba, malo na dolgi rok bolj razmišljati. Veste, vsak evro, ki je naložen, ni stran vržen denar. Verjamete, da najbolj racionalne bi radi naredili, pa tudi, da te ne funkcioniramo. Bojim pa se, jaz sem imel resno plan in razmišljal v tej smeri, da bi ukrepili tak zavod, tudi s kakim zaposlenim. Ukrepili zavod in bi dali res specializirane naloge, da bi takrat bil res neodvisen od občinske uprave. Tudi svoje prostore, svojo mehanizacijo. Zakaj ne bi imel kak kombi, kako stvar, razumete? Ampak za tem bo stal denar. Treba je razmisliti, kaj ti na dolgi rok to prenese. Pri vzdrževanju cest. Mislim, zelo dobre poteze imamo z razpisi, ki jih imajo vsako leto, da se prijavljamo na javna dela. Če dobimo. Tic se je lansko leto prijavljal, nobenega uspeha, ampak ne zaradi krivde direktorice ali sveta zavoda. Enostavno na teh branžah ni bilo razpisa. Tam, ko dobiš, to ti je pravzaprav delovna sila, ki ga tudi zaposliš potem. In mi smo v preteklih letih, 2 letih zaposlili 2 delavki, ki sta bili prek javnih del in smo jih potem zaposlili. Ampak po pol leta, po 1 letu je pač žal pot, karijera, kakorkoli šla v drugo smer in se je drugače zaposlila. Si ostal brez kadra, ki je bil uveden, pravzaprav živo del. In zopet se pojaviš pred isto stvarjo. Če nekoga dobiš v 1 mesecu, mislite, da se nauči stvari, ki bi mogle normalno teči. Sej nihče nič ne zna, jaz sem 7 let tu župan, pa še danes ne vem,
A znam toliko, da bi lahko komerkoli, karkoli učitelj ali pa kaj delal. Seveda, ko začneš, če te pa nekdo vrže v vodo, pa ne znaš plavati, pa se poskušaš rešiti, koliko se da. Ampak za vsako delo je potreben tudi svoj čas. Zdaj, specializiranega kadra, da bi toliko na tržišču bilo, potem pa tisto, ali ga boš v lokalnem okolju najdo, vse, ko narediš razpis, da veste, lahko pride 10 vlog, 50 ali pa nič, se ne prijavi na vloge za to. Toliko sem, oprostite, mogel pojasniti malo stvarim, ki so zelo delikatne in jaz sem en čas imel občutek, da je samo oseba kakšna moteča, zdaj pa vidim, da je celoten zavod in lažje ste me olajšali del o razmišljanju, ko se bom s predstavniki sveta zavoda pogovarjal v naslednjih mesecih, kaj narediti z zavodom. Če lahko, samo dve stvari. Pravzaprav ne vem, zakaj za ta široka razprava. Vsi, ki smo tu govorili, nekaj smo govorili samo o delu Tica, o tistem delu Tica in o tem poročilu. Tisto, kar je pa ono nekdo počel, izven tega, o tem se pravzaprav nismo debatirali. Ne? Vsi smo govorili o tem. Druga stvar je pa tisto, ko je bilo rečeno v razpravi, da bi predsednica Tica prišla sem in razložila, kako naprej, ne pa da bi nekaj poročala, tako kot je bilo rečeno. Ja, jaz bi zdaj rekel, sploh mogoče je bilo kaj narobe interpretirano, vsaj govorim samo iz svoje strani, absolutno podpora postopku. Vse, kar sem jaz povedal in želel izraziti, je, da pač na nek način konsenzualno najdemo rešitev, edini, verodostojni predstavnik, kakorkoli sliči ne hodijo iz drugih, je žal vodja zavoda v tem primeru, ko ni v tem umestnem stanju, če se motim, me popravite, je tako, ne? Ali ni drugega direktorja, ki je šel in drugega še ni, ne? Skratka, on tisti, ki je v tem kontekstu in sploh ni, vsaj z moje strani, bila nobena debata glede tega, da bi bilo karkoli, rekel, sistemsko ali z kakršnokoli osebo ali z institucijo narobe. Jaz sem cel čas podpiral Tico od same ustanovitve in vse naprej, tudi za krepitev Tica bom prej, kot pa za kakršnokoli krnitev tega. Gre samo zato, da se morda je zdaj trenutek tisti, da se vse sile v isto smer postavijo in da se naredi ena dobra odskočna deska in za delo za naprej. Vključno s tem, kar je rekel župan, ki je koristi kader, ki je tam mogoče odveč kako uro, ampak dajmo konsenzualno reči, to je zato, to je tako in bomo rekel skupnimi očmi od to barko odvezati in jo v morje poslati. No. Tako da ni, jaz mislim, da ni bilo tu nobene negativne konotacije. No, vsaj za sebe govorim, za druge ne more. No. Moja želja pa je taka, da bi se to na tak način izpeljali, no, da smo na koncu, da je vse pozitivno. No. Glede, tudi jaz se opravičujem, če sem bila narobe razumljena, jaz nisem proti temu. Jaz sem brala samo golo poročilo ljudje. To, kar je tukaj, je za mene bilo premalo za 8 ur dela. Samo to vam hočem reči. Kar se je pa še kje druge delalo, jaz tega ne vidim. Tudi dvomim, če ostali vejo. Jaz nisem za ukinitev Tica, bog ne daj, ampak za ukrepitev. Jaz samo govorim, da take male dejavnosti so res premalo za 8 ur dela. Samo to sem rekla, nič drugega. Ali treba iti res v neki večji razvoj Tica ali pa na nek način, zdaj je pravi čas, tako je rekel Steži, da se vselimo. Pa ne, bog ne da, jaz pa nisem proti. Ampak gledajte, jaz samo to obično poročilo, ki sem ga prebrala, pogledala, gledajte, te dejavnosti so meni bile pač premalo. In to sem tudi povedala. Gledajte, če pa je to bilo v zadnji res veliko, jaz vem, da je skuto veliko dela. Pustimo vozeniške dneve, vozeniški dnevi so specifika, tam je res treba delati. Ampak čez leto, ko tukaj vidim po mesecih, gledajte, stvari so pa res malo premalo, no. Ali bomo šli v širitev, pa bomo šli res zaposlitev enega, ki bo, ne vem, ali pa v samostojni zavod, jaz sem čisto za to, če je, jaz sem čisto za to, ampak je treba več narediti, nekam je treba iti malo naprej. Vse tudi mali vozenici, ne vem, kako ne bomo mogli, gledajte, se izven, da ne. Ampak malo več, pa mogoče bi pa bilo treba, no. Ne vem, na kak način treba se vse pa zmeniti. V redu, bom jaz počasi zaključil. Jaz mislim, da mogoče je bilo malo napačno interpretirano, da povabimo novo direktorico Tica na eno od naslednjih sej in da se tudi pogovorimo o nadaljnji bodočnosti. Dobro, pa bomo to pol na
eni od prihodnih sej tudi verjetno okrog tega še kako več rekli. Zdaj pa predlagam ta dva sklepa, a jih še ponovim, ali ni potrebno. Bolj dam ta dva sklepa okrog razrešitve in pa imenovanja VD direktorice na glasovanje. Kdo je za, prosim, da jih potrdimo. Ugotavljam, da sta sklepa soglasno sprejeta. In pa imamo tudi po to točko še razrešitev dosedanjega in imenovanje novega odgovornega urednika javnega glasila občine Vuzenica. Isto kot je dala odpoved na tisto, je tudi na funkcijo odgovornega urednika občinskega glasila v Vuzeniški odsevi, in sicer imenovana je bila na drugi seji občinskega sveta dne 20.11.2014, z dnem 18.4. pa sporazumno tudi preneha z delovnim razmerjem kot direktorica in s tem tudi preneha upravljati naloge odgovornega urednika. Komisija za mandatna vprašanja volitve imenovanja v skladu z drugim odstavkom 9. člena odloka o javnem glasilu občine Vuzenica z dnem 4. predlaga, da se z dnem 18.4. razreši dosedanjo odgovorno urednico gospo Anje Vajde in se v skladu s prvim odstavkom istega člena tudi predlaga, da se za odgovornega urednika občinskega glasila občine Vuzenica imenuje nova in sicer gospa Senta Lorenci Kriče, nova VD direktorja Tica, in predlaga občinskemu svetu, da imenovano z dnem 19.4. tudi imenuje za odgovorno urednico. Predlagana kandidatka tudi izpolnjuje pogoje iz 11. člena tega odloka o javnem glasilu. In pa naj povem tudi, da ostali člani uredniškega odbora, to so gospod Nada Jeznik, Ana Kukovič in Srečko Lampret mlajši, ki so z istim sklepom tudi bili imenovani za uredniški odbor, ostajajo člani uredniškega odbora do konca mandata, ki je tudi enak mandat občinskega sveta. Tako da predlagam sklep občinski svet občine Vuzenica v skladu z drugim odstavkom 9. člena odloka o javnem glasilu občine Vuzenica z dnem 18.4.2017 razreši dosedanjo odgovorno urednico gospo Anjo Vajde in pa občinski svet občine Vuzenica v skladu s prvim odstavkom 9. člena odloka o javnem glasilu občine Vuzenica z dnem 19.4.2017 imenuje gospo Sento Lorenci Kriče za odgovorno urednico občinskega glasila občine Vuzenica. Predsednik Vija, zdaj treba še kaj dodati. Jaz mislim, da je vse jasno. Vsaj meni, jaz mislim, da je ostalim tudi. Ja, ima kdo kako razpravo, pripombo. Koliko ni, pol predlagam, da se ta sklep v teh dveh delih tudi izglasuje. Kdo je za, prosim, da ga potrdimo. Hvala, ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno sprejet. S tem zaključujemo to točko in prehajamo na 9. točko, to je zaključni račun občine Vuzenica za leto 2016. Gradivo, se pravi zaključni račun, je bil poslan v gradivo z vabilom in bi kar predal besedo gospi Lučki, da nam na kratko predstavi zaključni račun. Hvala za besedo. Torej, pred nami je zaključni račun proračuna občine Vuzenica za leto 2016 z sklepom, kjer ta posebni sklep in pa priloge o skupnih zbirih prihodkov in odhodkov se tudi objavijo v medobčinskem vestniku in kot tako tudi se potem posreduje naprej še Ministrstvo za finance. Torej, skupni prihodki in odhodki so bili lansko leto doseženi po prvi bilanci v višini 3.059.706 oziroma, če to primerjamo z sprejetim proračunom, v višini 98,90%. To zelo razmerno ugoden indeks je tudi posledica tega, ker smo delali rebalans v mesecu decembru. Skupni odhodki pa so bili doseženi v višini 2.532.980 oziroma z indeksom 96,6. Presežek v prvi bilanci torej znaša 526.725. Presežek po drugi bilanci, ki vsebuje račun finančnih terjatev in naložb, kjer se je zgodilo za dobrih 29.000 prihodkov, to so vsebinsko vračila anuitet strani komunalnega podjetja za projekt Dolb in na strani odlivov pa imamo v višini 2.000, kar se nanaša na vlaganje v, bi rekla, kot dolgoročna naložba v garancijsko shemo.
Torej, rezultat po drugi bilanci je pozitiven v višini 27.033 in pa še, če pogledamo tretjo bilanco, to je račun financiranja. Vidimo, da za lansko leto ni bilo novega zadolževanja, vršilo se je samo odplačilo dolga v skupni višini 552.469 evrov. Od tega, če povem po vsebini, je 450.000 vračila kratkoročnega kredita, kar je prenesena zadeva iz leta 2015 in se je vrnila lahko, ko smo dobili v mesecu aprilu nakazan denar za sofinansiranje po projektu izgradnje kanalizacije in čistilne naprave. In za dobra 102.000 pa je vračila glavnic za 4 aktivne kredite v tekom leta 2016, ko so se pričeli krediti odplačevati. Torej, skupaj po vseh treh bilancah zaključnem računu beležimo presežek prihodkov v višini 1289 evrov. Skupaj z stalnim sredstvom na računih pa se teh 1289 evrov prišteje k dobrim 130.000 evrov, kar je po metodologiji, ki je bila sprejeta v lanskem ZIPRO-ju in pa tudi glede na navodila Ministrstva za finance, se lahko ta denar namenja prvenstveno za odplačila kreditov in pa za investicijske naloge. To je zdaj kratek povzetek, dam še malo. Dam tako še posebni del ali še na strani. Jaz bi obrazložil odhodke, tako kot je že Lučka povedala, smo koncem leta izvršili rebalans, tako da je zaključni račun kar skoraj prepis rebalansa, nekih presenečenj v zaključnem računu ni. Vse, kar smo mogli napovedati, smo že v rebalansu, tako da bi na hitro preletel izvedene odhodke. Se pravi, občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava je vse v pričakovanih okvirih. V okviru občinske uprave smo obnovili 2 pisarni, nabavili del računalniške opreme, prenovili tudi klima napravo. Tu zraven spada tudi požarna varnost, tu še vedno odplačujemo kredit oziroma obroke za nakup gasilskega vozila, smo pa že tudi pri koncu tega, tako da tudi tu zaključujemo. Potem o kreditih in njihovem odplačevanju je že Lučka razložila. Na zdravstvu izvajamo redne naloge, nekih večjih investicij ali pa vlada ni, mogoče da omenimo defibrilator na Dravčah. Na področju kulture so razpisi in pa ostale dejavnosti, ki vsakoletno potekajo. Večja zadeva, ki smo izvedli, je bila prenova dotrajane peči v kulturnem domu. Na področju športa so se objekti, naredili so se razpisi za izvajanje dejavnosti, večja investicija pa je bila prenova travnatega igrišča za nogomet. In pa tudi smučarskemu klubu smo odplačali zadnje obroke za nakup kombija. Na področju šolstva, se pravi vrtca, smo obnavljali streho in pa okolico vrtca. Seveda glavnina stroška je pač namenjena stroškom dela zaposlenih v vrtcu. V osnovni šoli so prav tako potekale ustaljene naloge. Največja investicija je bila obnova strehe na starem delu šole in pa obnova luči v telovadnici. Ostale zadeve na glasbeni šoli, pomoči šolajočim in pa socialnem varstvu so potekale ustaljeno. Na oddelku za gospodarstvo smo seveda imeli še naprej LAS, RRA, pospeševali smo turizem, prireditve, vozeniške odseve. Na področju gozdnih cest smo seveda ceste vzdrževali in pa izvedli investicijo preplastitve ceste mimo kmetije za Leten. To je bila investicija vredna cirka 30.000 evrov. Potem deluje dolb, se pravi ogrevanje na lesno biomaso.
zimsko in letno vzdrževanje cest je ena velika postavka v vsakoletnem občinskem proračunu. Nadaljevali smo z investicijami v posamezne odseke cest in sicer končali oziroma delno smo izvedli investicijo na Dravčah, del se še bo v tem letu zaključil, potem prenovili smo cesto na Klancu in pa pripravljamo se na izgradnjo pločnika na Svetem Vidu ob državni cesti. Pred osnovno šolo urejamo javne površine, kjer smo izvedli večino v lanskem letu, letos nas še čaka preplastitev, plačila pa bojo v večini izvedena v letošnjem letu. Javno razsvetljavo smo širili na Mladinski ulici in pa na Svetem Vidu, en del optičnega omrežja na Šentjanžu nad Dravčami. Potem po Kocerodu ste poslušali direktorja, nekih večjih stroškov na odpadkih ni. Na področju ravnanja z odpadno vodo smo zaključili z izgradnjo kanalizacije, tudi poročali ministrstvu in pa poplačali vse za ostale obveznosti. Lotili smo se seveda priključevanja čim več novih priključkov na obstoječe novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje, tako da smo jih kar večino v lanskem letu izvedli in pa se tudi lotili že novega sekundarnega voda, kjer smo sočasno z izgradnjo vodovoda zgradili tudi del kanalizacijskega sistema. Vodovod smo začeli z veliko investicijo vseh občin v Dravski dolini oziroma ob reki Dravi. Začeli smo v Spodnjem trgu in na delu Mladinske ulice, nadaljujemo pa v letošnjem letu v Zgornjem trgu in pa na Svetem Vidu. Obnavljali smo stanovanja, predvsem stavbno pohištvo in pa eno celovito obnovo stanovanja na ulici pod gradom. S prostorskim planom smo zaključili, tu so bili še eni manjši stroški za objavo in pa ravnali smo z zemljišči, tu so pač vedno tisti prisotni stroški odmer in pa cenitev. Vlagamo v garancijsko shemo in pa kot zadnje odplačujemo kredite, ki smo jih najeli za te večje investicije, ki smo jih prej omenili. Zdaj sama poročilo se še nadaljuje z obrazložitvijo pomembnejših projektov v okviru načrta razvojnih programov. Tu so bolj podrobno obrazložene postavke, ki smo jih na hitro preleteli prej. Prodajali smo občinsko premoženje in v okviru tega je bilo prodano stanovanje na Primožu na Pohorju. Kadrovski načrt je nespremenjen že vrsto let in to je na kratko ta obrazložitev tudi ostalih delov zaključnega računa. Hvala. Še jaz pomeni, da kot predsednik inventurne komisije, da smo tudi v inventuri za leto 2016 dve terjatvi odpisali v skupni višini 2800 evrov in sicer gre za dolgove glede stanarin, ki so pa bili vloženi ti zahtevki za izvršilni predlogi, vendar se je šlo v obeh primerih za neizterljive dajatve, mislim za neizterljive dolgove, tako da eden ni zapustil premoženja, drugi pa tudi ni zaposlen, nima premoženja, nima ničesar, tako da gre pravzaprav za neizterljive dolgove, ki jih je bilo treba pač odpisati, tako da se ne vlečejo naprej. Še kdo kaj v razpravi glede zaključnega računa? Kolikor ni, jaz predlagam sklep in sicer prvič sprejme se zaključen račun občine Vuzenica za leto 2016 predlagani vsebini, to je v skladu s tekstom, ki je na drugi strani tega gradiva tudi predstavljen.
In pa zaključen račun se objavi v medobčinskem uradnem vestniku in pa drugič občinski svet sprejema sklep o prenosu sredstev za izvedeno investicijsko vzdrževanje obnova strehe na osnovni šoli Vuzenica v vrednosti 65.474,48 evra v upravljanje osnovni šoli Vuzenica. Kdo je za ta dva sklepa, prosim, da jih potrdimo z dvigom rok. Hvala, ugotavljam, da je tudi to soglasno sprejeto. Prehajamo na naslednjo, se pravi po novem 11. točko dnevnega reda, to je razpis za podelitev priznanja občine Vuzenica za leto 2017. Zdaj, glede na upoštevanje. Hvala, gospod Lučka, za nasedljevanje. Upoštevane spremembe zadnjega odloka, tako da v tem mandatu se do konca tega mandata razpiše samo še priznanje iz druge in tretje alineje, se pravi nagrada občine in pa plakete. Priznanje častni občan je bilo v letu 2015 že podeljeno in zaradi tega, ker imamo pač omejitev v odloku, se tudi v teh 2 letih več ne razpisuje. Zdaj predlagam, da se sprejme naslednji sklep, in sicer občinski svet v skladu s 16. členom odloka o občinskem prazniku in priznanjih občine Vuzenica sprejema sklep o javnem pozivu za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj iz 2. in 3. alineje 11. člena odloka. Občinska uprava poskrbi za objavo tega sklepa in kriterijev za navodili za vložitev predlogov iz navedenega odloka ter razpis z obvestilom in kriteriji ter navodili pošlje tudi vsem društvom v občini. Poziv se objavi oziroma se pošlje najkasneje v 3 delovnih dneh, to je do 21.4.2017, in pa rok za vložitev predlogov strani predlagateljev za priznanje je 22.5.2017. Ima kdo kak predlog za dopolnitev sklepa ali pa spremembo? Kolikor ni, pol dam ta predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za, prosim, da ga potrdimo z dvigom rok. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet in pa seveda v skladu z tem odlokom je tudi župan pristojen, da v skladu z 18. členom odloka tudi imenuje komisijo za podelitev priznanja, lahko jaz preberem. In sicer župan imenuje to komisijo v sestavi Srečko Lampret predsednik, Horst Helbl, Matjaž Sterže, Stojan Gobec in Hinko Pušnik v skladu z da upravi naloge z 18. člena tega odloka. Se upoštevali smo pač to, ko smo prejšnja leta, da se nekako ti člani rotirajo. Če možno, bi jaz izstopil iz tega, mislim. Imamo obveznosti ogromno, to poletje, ponovno tako želanje. Vem, ker se želanje odstopili. Ja, lani bila mislim, da Marija v tem, ne? Ja. Pa bi letos bilo ja, ne da nočem, lejte. Pol bi pa letos predlagam, da je Andrija Haložan še zravno. Kaj bo te rekli? Redom. Se strinjaš ti kot... Ne, absolutno, ne, mi smo, da dam pojasniti, vsako leto smo rekli, da rotiramo malo okrog, tako, da gre... Želim si nekaj obveznosti. Absolutno upoštevam tvoje mnenje, da ne želiš, sprašujem gospod Andrej, če se strinja, da. Vredno, hvala, bolje komisija, tako tu ni treba glasovati. Prehajamo na naslednjo točko, to je delo odborov med 20. in 21. Mislim, da sta se sestala 2 odbora, to je odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo, sejemsko dejavnost, promet, turizem, gospodarstvo, stežno. Mi smo se sestali 20. marca, pa vrednotili, oziroma prevedli smo to vrednotenje vlog prispelih na javni razpis za financiranje dejavnosti na področju turizma, razdelili sredstva, ki so bila na voljo 3 razumniškim društvom, torej turističnemu športnemu društvu Sveti Primož, športno-turističnemu društvu Sveti Vid, pa planinskemu društvu Vuzenica. Seznanili smo se tudi s postopki v zvezi s prodajo zemljišč v industrijsko obrtni coni Vuzenica, pa tudi nekaj podali pobude, da se pripravi nova javna dražba z tistim odstotkom, kot smo rekli, z bistveno nižjimi cenami. Jaz sem slišal, da je to pač zdaj že nekako se pripravlja neka nova cenitev, oziroma na podlagi tere lahko po vseh regulah naprej te stvari naredimo. To je bilo pa bolj ali manj vseh. Hvala. Pa mislim, da je bila poleg tega že komisija za mandatno vprašanje. Tam pa ja, to smo pa že obdelali. Je bilo drugi odbori, pa mislim, da se v tem času niso sehajali. Hvala, pola prijemo na 13. točko, to je poročilo o aktivnosti župana med 20. in 21. sejo.
Hvala lepa. No, zdaj nekaj smo že tudi obravnavali in se vključeval priporočilo iz seje sveta ustanoviteljev Koceroda. Prosim. 12. točka, jasno. 12. točka, ja. In pa komunalno smo imeli tudi poročila za leto 2016 na svoji seji družabnikov. Torej nekaj zborov članov društva je še vedno potekalo v mesecu marcu. Nekaj bi bilo dobro sicer povedati na temu okrog izgradnje vodovoda in pa tega, veste, da prav danes smo začeli z tem, kar sem se že tudi prej vključeval, te velike investicije. Danes smo začeli z izgradnjo vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije na lokaciji Zgornjega trga. Jutri bojo tudi po gospodinstvih šlo iz strani občine vsem občanom, sicer Vuzenice, ker gravitirajo tudi na pomembne objekte, pa naj si bo to cerkev, naj si bo to zdravstveni dom, lekarna, da bo v tem delu vse do konca julija oviran promet, ampak delali bomo v segmentu, da se ljudje, ki tam živijo, da bojo lahko nekako prihajali do svojih domov. Edini problem bo, ko bomo od nekdanje gostilne Jezeršek pa po Planinski ulici, pod gradom, tista ulica, ko se bo delala, tam bo malo večji problem. Zadnja faza, tudi v tisti del bomo delili na 3 dele, torej začeli bomo z zgornjega dela, pa sem proti koncu, tisti zadnji del bo najbolj kritičen, ker ne bojo mogli pod gradom, potem tisti stanovalci, vsaj kak dan poskušamo terminsko zdaj uskladiti, da bi čim prej lahko prišli. Zelo zahtevna gradnja, moram reči. Obstoječi del mora ostati vodovodne cevi, zraven gradimo nov vodovod, obstoječi del kanalizacije mešanega sistema mora obstati, zraven bomo gradili ločen sistem meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije, zdaj da prav 5 cevi bi moglo biti v širini ceste. V tem gradbišču plus tega pa bomo poskušali vsakega tudi prevezati z obstoječega že delovnega dela te mešanega sistema kanalizacije na novega. Potem naš malo više čaka tudi tisto ponikovalno, naravno ponikovalno polje pod železnico ali nad tenis igriščem, kjer bomo razbremenili prevelike količine meteornih vod ob deževju in od vseh streh in dvorišč in tako naprej, celotnega zgornjega dela in pa Planinske ulice. No, dela so začela se tudi že na gozdnih in pa občinskih cestah, vzdrževanje po zimi, torej vsakoletno. Zopet se kar konkretno lotujemo tega dela, že kar nekaj časa je od tega v zelo zgodnjih času, čeprav ne moramo danes govoriti še o pomladi, ker še dan snežilo in tudi za prihodnje dni napoveduje sneženje, tako da se še dokončno od zime nismo poslovili, asfaltne baze še niso odprte. Primoška cesta nova je bila kar na določenih mestih sanirana, sicer pripravljena za fino pripravo in za asfaltiranje. Prek 700 kvadratnih metrov je tiste sanacije na Primoški cesti. Cesta, ki gre na Primoš, skoraj 20 let stari asfalt, ki pa ima določene usedline in tako postopno vsako leto zdaj to. Začeli smo tudi z polaganjem elektrovoda za namestitev javne razsvetljave spodnjega trga proti železniški prehodu. Tukaj sta še v lanskem letu ostala 2 drogova, ki sta na lesenih drogih in če je kdo opazil, je tista žica, ki nekako napaja elektriko za razsvetljavo, že v dosegu roke je povešena v takem delu, zaradi tega, ker nimamo več kam fiksirati te lesene droge in ste nevarne, tako da zdaj današnji den so začeli z tem delu menjavo lesenih drogov z kovinskimi, z zemeljsko inštalacijo, zdaj je bila po zraku. Prav tako smo v tem tednu pričeli tudi zdaj po praznikih, danes in tem tednu tudi z izgradnjo primarnega voda na relaciji proti Biol, Vrečko, Biol, Peter, tista ulica dol ni imela svojega primarnega voda, v tistem delu so dan začeli tudi graditi primarni vod, vodoskrbe in pa
Jaz bi zdaj na koncu tudi povedal o čudoviti prireditvi in poučni prireditvi, ki so jo organizirali Kornarni klub Dravske doline. Glede na to, da v Zenici imamo prve posredovalce gasilce, da imamo 4 občinsko javno dostopne defibrilatorje, pa enega tistega, ki ima gospodarstvo pri nas, torej podjetje Biol, torej 5 javno dostopnih defibrilatorjev imamo v Zenici. Pomembno je, da znamo tak aparat tudi uporabljati, ko ga človek potrebuje za oživljanje. Zaradi tega je Kornarni klub Dravske doline organiziral za 8. in 9. razrede osnovne šole, torej učence, z reševalcem, gospodom Petrom Kordežom in ekipo, prikaz uporabe defibrilatorja na lutkah v gasilskem domu. Jaz zelo podpiram to stvar, da se učenci, taki že v 8. 9. razredu, ki so že lahko vešči uporabe tega, in se bi zahvalil tudi organizatorjem za to. Zdaj, vemo pa, da je od lanskega leta že teče tudi ena zelo dobra stvar v Zenici, pa je tudi marsikdo ni opazil. In tu se moram zahvaliti občinskemu svetniku Hinku Pušniku, ki se je osebno angažiral za to, da vsi javni drogovi za telefonijo, ki so potekali na celotnem območju Šentjanža, na Dravčem pa Svetega Vida, so zdaj pravzaprav nekako zginili. Vemo, da sodobna komunikacija, ki je prišla z izgradnjo širokopasovnega omrežja, je pravzaprav bilo nepotrebno še imeti stacionarne telefone vezane na kable in drogove, ki so vrsto let pravzaprav bili moteči člen kmetom, gozdarjem in tako naprej. In gospod Hinko in predstavniki z telefonije so se dobili in pregledali celotno lokacijo in na koncu so ti drogovi ne samo na šentjanškem delu, tudi na šentviškem delu izginili. Moram reči, pa se mu osebno zahvaliti za to. V prostovoljnem času za svojim avtomobilom je prevozil dobršen del šentjanškega, celotnega območja, ima tudi šentviškega, tako da so zdaj ti drogovi, ki so pa gospod pa primoškega dela, tudi tistega še nema, so že odstranili vsi drogovi, tako da v bistvu nekaj še stoji, ampak večino tega je zdaj izginilo in jaz mislim, da je to ena nota k temu, tako da tisti svetniki, ki se še dodatno angažirajo k temu, da lahko tudi na tak način pomagajo. Ko sem prej malo pojamral okrog občinske uprave, da vse stvari ne moramo sami početi in je tudi iskrena hvala za to. Zdaj bilo je še sicer ogromno aktivnosti, jutri začenjamo zopet z dogovorom okrog izgradnje vodovoda v naslednjih fazah. Jaz in kolega tajnik smo prav danes imela sestanek tudi z občanimi Primoža na Pohorju. Vemo, da tam je vodovod zgrajen bil in ga imajo sami v upravljanju, tako da kaj več bomo verjetno o tem spregovorili tudi na naslednji seji, majski seji, ki bo zanesljivo tudi na to temo, ali bomo šle gradili vod v Zenica Primož na Pohorju ali ne. Danes po sestanku na Primožu na Pohorju, ko smo ga imeli ob 16. uri, je skoraj sporazumno bilo odločeno v eno smer, v kateri bi pač poročal potem na majski seji, ampak to moramo zdaj skozi programski svet, skozi ministrstvo tudi speljati na tak način, da bomo kaj več poročali. Glede na to, da sem se prej veliko vključeval pri poročilih, torej so bile aktivnosti tudi na drugih področjih, pa bom morda še kasneje, ker danes že presegamo svoj odmerjen čas za 21. sejo. Hvala. Prehajamo na 13. točko, to so vprašanje pobude svetnikov in odborov. Mara, prosim. Jaz bi vprašala za kanalizacijo naši ulici pod gradom, a bo šlo tam po tistem starem za progo? Ja, no zdaj mi tam ne bo se zdaj sočasno mogli graditi, zato ker moramo pridobiti gradbeno dovoljenje. Ne glede na to, da je obstoječi. Treba je pojasniti, gospa Mara je vprašala, pod gradom je projekt bil narejen, da bi lahko šla kanalizacija, torej od nekdanje Jezeršekove gostilne pa vse v tisti ulici.
in bi bile strašne globine glede na greznice, ki jih imajo pravzaprav vzdolž železniške proge. In tam že obstaja en mešan vod, ki ga zdaj uporabljajo celotna ta ulica. No, zdaj smo mi z projektantom dogovorili tudi s Slovenskimi železnicami, ni še dokončno, preden da bomo dobili spremembo tega projekta, bomo mogli vložiti gradbeno dovoljenje. Torej funkciji ta del, ki zdaj je, ga bomo priključili na ta del, ki bo tam zgrajen. Zgornji del tiste ulice bo pa definitivno prišlo z naviletami, više ne bo treba takih globin zaradi tega, ker bomo lahko v nižjem nivoju kopali. Torej gremo v to smer, bo pa to druga faza, torej funkcije bo zdaj čisto normalno, ali bomo to delali še letos ali pa naslednjem letu, je čisto neodvisno od kanalizacije zdaj zgornjega trga. Vi boste priključeni v vsakem primeru, boste pa še ta čas na mešanem sistemu, ne boste naločenem, dokler da ne bomo dobili ustreznih vseh dokumentov, torej ključno z gradbenim dovoljenjem, potem bomo pač tisti del na novo naredili. Torej, ja. Hvala. Lahko prehajamo na točko razno. Ima kdo še tukaj? Kolikor ne, jaz bi zdaj rekel, da naslednja 22. redna seja bo predvidoma v mesecu maju, nekje v sredini meseca maja. Danes je bila izjemoma v torek, ne v četrtek, zaradi tega, ker ima Lučka in pa mogla biti zaradi poročila oziroma zaključnega računa. No, takrat bi obravnavali še poročila organa skupne občinske uprave, se pravi Urad za pripravo projektov, redarstvo, LAS in pa medobčinsko inšpekcijo, sistemizacija in cena vrtca. Tam v vrtcu naj vas seznanimo, da gre za omejitev vpisa letos, tako da ta komisija, ki jo imamo imenovano tudi strani občine in pa občinskega sveta, je že pristopila k temu, tako da bo narejena selekcija med otroci, ki so vpisani iz drugih občin, tako da upamo, da bodo takrat narejena in da bomo lahko tudi na majski seji že sprejeli sistemizacijo vrtca za šolsko leto 2017 in 2018. Je pa omogočeno vsem otrokom iz naše občine, da so vpisani, ki so bili vpisani. Pol pa bo še verjetno ena seja tudi v juniju, ker še moramo pol občinske nagrajence in pa ostalo. Tako, hvala za potrpežljivost, malo smo prekoračili naš čas, pa upam, da je bilo koristno. Hvala lepa in zaključujemo sejo.